Področje zdravstva je po 2 letih mandata te vlade izjemno slabo obvladovano. Očitno ob gospodarski krizi zdravstvo postaja nepomembno, pa vendar bolani ljudje ne morejo dobro delati. Z bolanimi ljudmi ni dobrega gospodarstva. Preventiva je zanemarjena. Dora, svit, zora. Preventivni programi so samo delno v izvajanju. Reformnih zakonov ni, kot je zakon o zdravstveni dejavnosti in pa seveda zakon o zdravstvenem zavarovanju. Zakoni, ki so bili sprejeti tekom naše vlade, zakon o pacientovih pravicah, o duševnem zdravju, o zdravilstvu, se samo delno izvajajo. Ponekod se absolutno ne. Torej, veliko tega je spregledanega. Zakaj je spregledano, je seveda drugo vprašanje. Zavarovalnica ima ob zvišanih prihodkih, ne glede na gospodarsko krizo, izgubo. Imela je izgubo v lanskem letu, načrtujejo tudi letos, več kot 50 milijonov. Torej, kam gre denar? Čakalne vrste in čakalne dobe se daljšajo, izjemno se daljšajo, ob nespremenjeni količini denarja v primerjavi z letom 2008. Tudi plače, tiste, na katere so se najbolj zgovarjali, zaradi katerih ni moč več vzdržnosti zdravstvenega sistema, kot vidimo, ne gredo, ne sledijo tistemu, kar je bilo dogovorjeno. In vsa škoda se seveda prenaša na pacienta. Tudi ta spor z zdravniki je bil dokaj nespameten, kajti na ta način pristopiti k pogajanjem in nazadnje odstopiti, tako kot je napravil aktualni minister, s tem zgubiš vsakršno legitimnost, da boš kdajkoli kaj dosegel vis-a-vis teh partnerjev. Kajti, če si vzameš prehude cilje, potem nikakršnega cilja ne uresničiš. In naša skrb in skrb v Sloveniji, skrb vlade, mora biti predvsem za ljudi, za zdravje ljudi. In tega je danes premalo.